Za japonske avtomobile je po večini veljalo, da so prinašali odlično izdelavo, mešane občutke v notranjosti in pa dokaj povprečne zmogljivosti, če seveda ni šlo za kakšno posebno športno različico. Po revoluciji v avtomobilskem svetu, ko so primat prodaje prevzeli križanci, pa so ob vsem naštetem Japonci dodali še oblikovno všečnost. Že res, da se križanci prodajajo skoraj sami od sebe. A če želiš dobre prodajne rezultate, moraš pač ponuditi več. Naj si bodo to prostornost in dobro počutje v notranjosti, všečna oblika ali pa napreden pogon. Honda HR-V 3. generacije tako na hitro ponuja vse. Kot križanec je itak v prednosti pred ostalimi avtomobilskimi oblikami. Ker je zadaj rahlo zaobljena, bo navdušila tudi tiste kupce, ki si želijo bolj dinamičnega avtomobila. S precejšnjo oddaljenostjo od tal in zaščitnimi oboki koles pa se z njo brez težav zapeljemo tudi na neutrjeno podlago oziroma makadam. Ko pa je govora o notranjosti, pa ji pravzaprav ni para. Verjetno je najbolje, da sprehod po notranjosti začnemo na zadnji klopi. Priznam, moj vozniški sedež je velikokrat pomaknen nazaj bolj, kot bi lahko bil. Ampak navkljub temu se da v Hondi HR-V za menoj več kot spodobno sedeti. Ni pa prostornost edini adut zadnje klopi. Ob tem, da je dovolj prostora za kolena in glavo, ponuja unikatno praktično rešitev. Ob običajni rešitvi zlaganja naslonjal zadnjih sedežev, magični sedeži, tako jih pri Hondi namreč imenujejo, ponujajo še preprosto zlaganje navzgor. Zdaj že vidim, kako v glavi razmišljate, kaj vse bi se dalo tu notri pripeljati. Ja, marsikaj. Predvsem pa tisto, česar se z običajnimi križanci pač ne da. Odličen pa je tudi voznikov delovni prostor. Počutje za volanskim obročem je dobro. Stikala in gumbi tudi na volanskem obroču so razumno postavljeni in delujejo brez pripomb. 9-palčni osrednji zaslon je enostaven, pregleden, a deluje brezhibno, hkrati omogoča Apple CarPlay in Android Auto, če si voznik pač zaželi svoje oziroma domače delovno orodje. Morda bi si zaželeli zgolj malce večje odprtine za odlaganje v vratih in pa na sredini med sedeži, kjer tudi naslonjalo za roki ni ne višinsko, ne po dolžini nastavljivo. Se spomnite uvoda in povprečnih voznih zmogljivosti? Ja, novi HR-V ima pod motornim pokrovom hibridni sklop, ki ne ponuja presežkov. A le, ko govorimo o vozni dinamiki. Sicer pa je napreden, saj ga sestavljajo 1,5-litrski bencinski motor, generator in električni motor. Po vrsti ponujajo 79, 70 in 96 kW, kar vsekakor ni malo, a Japonci so se dinamiki odrekli. Pa ne zato, ker je podvozje ne bi preneslo, ampak tudi zato, ker se v svetu vse več govori o učinkovitosti pogonskega sklopa. In HR-V-jev hibridni pogonski sklop je vsekakor učinkovit. Klasični hibridni sklop namreč ne potrebuje voznikove pomoči, ne pri polnjenju, ne pri vožnji. Za vse poskrbi sam. Tako v mestu večino časa vožnja poteka le na elektriko. Pri višjih hitrostih in pospeševanju pa se z voznikovo težko nogo spopadajo vsi sestavni deli hibridnega pogona. Vključno z brezstopenjskim CVT menjalnikom, ki žal, kot smo tega že vajeni, velike napore prenaša s preglasnim odzivanjem oziroma delovanjem. A če se ga usmilite, bo vožnja potekala brezhibno gladko, kar se bo poznalo tudi pri porabi goriva. Povprečna poraba na testu je znašala spoštljivih 6 litrov za 100 prevoženih kilometrov. Na našem nornem krogu pa je bila poraba le 4,4 litra. Kaj povedati za konec? Vsekakor to, da klasični stereotipi o japonskih avtomobilih ne veljajo več. HR-V je lep dokaz za to. In če še enkrat spomnimo, da so med tiste klasične stereotipe sodili tudi odlična izdelava in dolgotrajno delovanje, ko pa zdaj dodamo še oblikovno všečnost in dobro počutje v potniški kabini,
je rezultat tudi na papirju več kot odličen.